Tradicionalni dogodek Cipr, ogenj v Alpah, temelji na simboliki kresov, s katerim so nekoč opozarjali na bližajočo se nevarnost. Danes pa z njim izpostavljamo izzive v alpskem svetu. Letos je to suhozidna gradnja. Ta predstavlja nesnovno dediščino človeštva, nezamenljivo krajinsko podobo in seveda tudi osnovo za identiteto. S to delovno akcijo v okviru ognja v Alpah smo omogočili izkustveno in medgeneracijsko učenje, s katerim se je nekoč prenašalo to znanje, ki danes žal usiha. Za udeležbo na ognju v Alpah sem se odločil, ker sem veliko hodil v hribe in gore, ko sem bil majhen. Nekako se mi je zdelo prav, da ohranim del kulturne dediščine na ta način. Danes smo delali pod vodstvom Borisa, izvedenca za suhozidno gradnjo, in moram reči, da je impresivno videti nekoga takega v živo, ki se že desetletja ukvarja s tem. Nisem vedel, da se da brez cementa tudi delati tako lepe zide, ampak njemu je to uspelo in mu je tudi uspelo predati to znanje naprej. Z suhozidno dediščino oziroma z gradnjo suhih zidov se ukvarjam praktično že od rane mladosti kot pastir. Tako da sem nekako sprožil akcijo na Krasu, da se je začelo ponovno vrednotiti naša suhozidna gradnja, se pravi vse, kar je grajeno iz našega kamna apnenca. Povabljen sem bil tudi na to delavnico, ki jo izvaja Cipra program. To pa zato, ker sem želel se spoznati tudi z zidovi na Bovškem. Zidovi se zelo malo razlikujejo od naših kraških. Mogoče je samo ta razlika, da so oni lice zidu obdelali predhodno, medtem ko na Krasu smo kamen zidali tak, kot je pač bil. Delavnica poteka izredno lepo, študentje, udeleženci so zelo, bi rekel, pozorni, tudi zanima jih, pridno delajo. Lahko rečem, da smo ponosni in imamo neko prihodnost v naši mladini. Sem se odločila udeležiti delavnice Ogenj v Alpah, ker me suhi zid, ko ga vidim, zelo fascinira, kako lahko ena skulptura, zgrajena samo iz kamenja, tako trdno stoji in da se še sama preizkusim v temu. Izpostavila bi ravno to, kar so nam že oni povedali, to se pravi, koliko je bilo v preteklosti potrebnega enega truda, da so postavili vse te zidove in mislim, da si mi vsi tega ne predstavljamo, da so res ogromno delali, da so jih naredili in vse to ročno. Eden od segmentov oziroma elementov kulturne krajine Triglavskega narodnega parka so tudi suhi zidovi oziroma raznovrstni tipi suhozidnih struktur. So pomemben krajinski element parka, ki kaže na način življenja prebivalcev, ki živijo oziroma so živeli na tem območju. Ukvarjali so se sicer največ nekateri še vedno živinorejo oziroma rejo drobnice in pa skromnim poljedelstvom. In na podlagi tega so ustvarili raznovrstne tipe kamnitih zidov. Želela bi si, da bi ti kilometri zidov se ohranili, vzdrževali oziroma da bi ljudje prepoznali njihov pomen.